Tropska nevihta Nate je na Kostariki zahtevala 7 življenj. Oblasti so morale evakuirati več kot 5000 ljudi. Nacionalni meteorološki institut je poročal, da je padlo 215 litrov dežja na kvadratni meter. Ivan Brenes, vodja nacionalne komisije za izredne razmere, je poročal, da je bilo urejenih približno 80 zasilnih zatočišč, da so lahko namestili na tisoče ljudi, ki so jim poplave vzele domove. Nevihta je povzročila ogromno gmotno škodo. Številna podrta drevesa, večje število plazov in narasle vode, predvsem na področju zahodne Guanacaste. Zaprte so šole in prekinjen je mednarodni zračni promet. Rojstno mesto svetovno znane pijače Daiquiri je v Havani. Ljubitelji te pijače iz vsega sveta so nazdravili temu koktejlu. La Floridita je svetovno znana ribja restauracija in koktejl bar v starem delu Havane. V lokal je zelo rad zahajal tudi slavni ameriški pisatelj Ernest Hemingway, ker je tudi on užival ob tej znani pijači. Tudi danes je bar zelo priljubljena destinacija za ameriške turiste na Kubi. V pripravi te svetovno znane pijače pa so se pomerili številni znani barmeni. Pokazali so svoje znanje in mešali beli rum, limetin sok, sladkorni sirup in led. Humanitarne organizacije so odprle še en center za pomoč v Bangladešu, kjer so ženske vodile delavnico za svetovanje, kako dojiti novorojenčke in kako zagotoviti varen in udoben prostor, da se mamica in otrok dobro počutita. Do sedaj so svetovali že več kot 200 materam in v varstvo sprejeli več kot 40 podhranjenih otrok. Strokovno usposobljene delavke dajejo nasvete materam, da bi se izognili številnim otroškim boleznim in podhranjenosti. Matere so nad centrom navdušene, kljub temu, da je pot od Mjanmara do tega centra življenjsko nevarna. Njihov cilj je, da pridejo na varno območje za svoje otroke. Dramatični posnetki kažejo trenutek, ko je Mexico City zajel uničujoč potres. Učitelji, skrbniki in zdravniki so v trenutku groze na varno spravljali nebogljene otroke. Tresajo se drevesa, premikajo se avtomobili in malčki opotekajoče hitijo na varno. Hitro in učinkovito ukrepanje vseh organizacij in posameznikov je pripomoglo k temu, da se je zaščitilo ogromno otroških življenj. V Argentini je izbruhnil velik požar, s katerim se bujajo številni gasilci. Ognjeni zublji segajo ponekod 30 metrov visoko. Ogromno gozdno področje je v plamenih in ogroža na novo zgrajeno stanovanjsko območje in njihove prebivalce. Veliko nevarnost predstavlja tudi veter, ki požar nezadržno širi. Lokalne oblasti so odredile evakuacijo lokalnih prebivalcev ter študentov in profesorjev z univerze La Punta, ki se nahaja 20 km severno od glavnega mesta Lime.